Izvolite se usesti. Hvala. Verjetno veste, zakaj ste tukaj, ne? Se mi zdi, da vem, ja. Boste cigaret? Ne, se odvajam. Se opravičujemo, vemo, da ste poznali pokojnega fanta, ampak je pa res, da ste ravno zato tukaj. Želeli bi izvedeti čim več o fantu in glede na to, da ste ga poznali, bi vam zastavili par vprašanj. Ja, seveda, vi kar, mislim, hočem pomagati v svojih najboljših močeh. Za začetek prosim, če poveste nekaj o pokojnemu, še posebej kako ste ga spoznali, njega in seveda njegovo družino. V bistvu celo družino zdaj poznam že ne vem kakšno leto pa pol. Drugače pa so se kakšen mesec dni nazaj oglasili pri meni v pisarni, ker so prišli po pomoč. Kakšen je bil vaš prvi vtis glede staršev in fanta? Glede staršev? Ko smo se spoznali v pisarni, je bilo res tako čisto obupani so že mi delovali. Med starši sploh kot da ni več neke ljubezni tu, nista se po mojem niti v oči uspela pogledati. Res izgledalo je res že kot da pač vse delata sama še zaradi sina. Kaj pa sin? Sin? Sin pa bi se lahko reklo, da bi že na meji kakšne depresije. Depresije? Kako to mislite? Se pričujem, ampak zakaj je to sploh pomembno? Mislim, vas me zanima bolj mogoče, če vem kaj povedati o umoru ali kaj takšnega. Pa veste? Ne. Ampak, mi lahko vse poveste, zakaj je to pomembno? Imamo svoje razloge, katere nažalost zaenkrat ne moremo deliti z vami. No, torej, kako ste mislili, da je fant zapadel v neko depresijo? Tako kot sem rekel, moj oče je bil tudi depresiven in to pomanjkanje volje, žalost, potrtost, brez energije čisto. To so čisti znaki, ko sem se že s svojim očetom poznal. S tem, da moj oče imel tudi samomorilska nagnjenja. Ne morete si misliti, kak je živeti nekom takem, ko te po noči dansko strahi celo spat, ne veš, kaj se bo zgodilo po noči. Zjutraj ti je težko sploh iz sobe iti ven, ker ne veš, kaj bo zagledal. Tako da ja. Verjamete mi, da ko govorimo o depresiji, vem, za kaj se gre. Pač fant na sestanku sploh ni spregovoril, cel čas je gledal samo v tla. Pač ene se določene stvari bolj dotaknejo, druge manj. Za njega, kot kaže, je bilo to vse skupaj preveč. Ko so odhajali, sem ga pač kot nek znak podpore, sem ga pač prijel za ramo. On pa se je samo zahvalil in so odšli. Zakaj pa so prišli k vam po pomoč? Pač, tako kot sem rekel, padli smo v finančno stisko. Mama je zbolela za rakom, je izgubila službo. Oče je zdaj, ne vem, če ste kaj slišali že, ima težave z alkoholom, je tudi brez službe. Pač zdaj vse finančno ne moremo tako pravzaprav nikomu pomagati. Mi smo jim pač želeli pomagati, ne vem, z oblačili, s hrano in podobnimi zadevami. Ne vem, glejte, morate razumeti, da pač finančno vam res ne moremo pomagati, ker pač preprosto nimamo nekih financ, da bi lahko in ne vem, lahko mogoče s kakšnimi oblekami, mogoče tudi hrano. Veliko pač družin se obrne s takšnimi in podobnimi težavami na nas, ampak jim na žalost ne moremo jim pomagati, tako kot bi sami želeli.
Pač bomo preverili vseeno, če se da karkoli narediti. Glejte, jaz sem si vaše kontaktne podatke vse zapisal, tako da vas bomo v bistvu v vsakem primeru kontaktirali, pa se slišimo. Ne? Potem se je tudi sin začel vedno več prihajati v cerkev. Pač meni je najdel kot nekega zaupnika, takoj ko ga karkoli zanima oziroma je želel kakšenkoli pogovor, je preprosto prišel do mene. Torej je vaš odnos do njega se spremenil? Seveda se je, ja. Kako pa? Tako kot sem že povedal, pač postal sem nek njegov zaupnik, prijatelj. Verjamete mi, ko človek doseže neko svoje leto, je lahko človek brez prijateljev res že slaba stvar. Pač zapre se vase, postane popolnoma nedostopen za ostali svet. Zdaj z leti nismo bila tako daleč narazen, oziroma da lahko že rečem, nismo si bila tako narazen. Tako da v bistvu tudi vedel sem približno, kako se počuti. Sam sem mnenja, da nišče ne more vedeti za nekoga točno, kako se počuti. Ja, da sem se srečal s podobno situacijo, kot je imel on, vendar to na vsakega človeka drugače vpliva. Tako da sem mu pomagal s pogovorom, sem ga poslušal, v določenih primerih tudi svetoval. V takšnih situacijah lahko že res pogovor zelo koristen. Oseba dejansko mora vedeti, da ima nekoga, komu lahko zaupa, kdo mu stoji ob strani. Pač sem imel starše, ampak pač svete. Starši so starši, ne vem, v določenih situacijah rajiš koga drugega. Drugače, fant bi naj bil zelo priden celo. Starša sta mi na sestanku povedala, da bi naj bil v šoli med najboljšimi, če ne celo najboljši. Res se mi zaradi vsega skupaj se mi je zasmilo. Pač nekako sem mu želel pomagati. Pač takšni ljudje, če se ne pozdravijo, začnejo slej ko prej škodovati ali sebi, ali pa drugim, ne vem, lahko fizičnem smislu ali psihičnem. Pač ne, primerom mojega očeta je bilo to škodovanje sebi. Pač, pa ne me res je bilo tako, da sploh ni več videl nekega upanja. Pač mu sploh ni več bilo zaživeti. Pa je kdaj pokazal tudi kakšne značilnosti, samomorilska nagnjena? Ne, nikoli, se ravno zato pa to vse skupaj še mi dosti bolj čudno, to res. Kaj pa ti pogovori, ko ste imeli z njim, pa me je povedal kaj takšnega pomembnega? Vidva gospoda se zavedata, da sem jaz duhovnik, da to moj poklic in da zaradi tega pač vam ne smem izdajati take informacije. Sicer je res, da ni bilo vse povedano zaupno pri spovedi, ampak vseeno. Razumemo, ampak morate se zavedati, da bilo kakšna informacija v zvezi z pokojnim nam bi koristila v nadaljnji preiskavi in tudi seveda k rešitvi tega umora. Ja, kot vidim, je res ne preostane drugega, kako da povem. Počakaj, jaz sem mogoče česarkoli osumljen? Ne, daleč od tega. Samo želimo spoznati fantovo življenje, njegove navade, dejansko skrivnosti, če je imel kakšne stvari, da lažje odkrijemo, kaj se je dejansko zgodilo. Dejansko ste prepričani, da gre za umor? Zaenkrat vam res ne moremo ničesar povedati. Zdaj se vedete, kako se jaz počutim. Pač no, jaz sem načeloma ni bilo nič takega. Pač tako kot sem rekel, ne vem, sprva je bilo ogromno neke tišine, slabe volje, pač nič omembe vrednega. Da po kakšnem tednu dni pa se potem malenkost razgovoril, ja. Ne vem, med drugim je tudi povedal, da se starša kregata, da ne vem, se sploh več normalno ne pogovarjata. Da ponoči ne vem, sploh ne spi, pa ker se tako prepirata. Enkrat bi naj tudi želel poklicati policijo, ker ga je bilo strah, da bi oče mamo pretepal.
In potem so še ga v šoli začeli zmerjati, ker je pač hodil v šolo neprespan, neurejen. Učiteljici ga je bilo strah karkoli povedati, kaj se doma dogaja, ker da bi šel slučajno oče kaj njemu naredil. Večina pogovorila, pač treba pomagati nekako staršema. Pač ne vem, so to kreganje, pa mama ima bolezen, pa pijančevanje očeta ga je res prizadelo. Če se non-stop kregata, včasih me reže strah, da bo oče mamo pretepel. Mama je cela boga, da še komaj stoji in celi čas se joče, oče pa samo razbija po stanovanju. Ampak ne samo to, najhujše je, ko oče pride domov in je pijan in je še samo hujše vse skupaj. Ko ste rekli, da želi staršema pomagati, veste mogoče, kako to mislijo, z besedami ali finančno ali kako? Pa v bistvu karkoli, ne vem, da bi doma več pomagal, da starša ne bi rabila. Enkrat mi je tudi omenil, da bi šolo pustil, pa bi šel delat, da bi finančno lahko pomagal. Kaj pa recimo, ne vem, da bi začel kaj prodati? Kako to mislite? Pač karkoli, ne vem, kupovati stvari in prodajati svoje stvari, droge. No, torej. Ja, enkrat je dejansko prišel do mene in rekel pač, da razmišlja, da bi začel droge preprodajati, pač da bi finančno doma pomagal. In pač sedela smo takrat vedno na klopci pred oltarjem in pač sprve smo se pogovarjali pač starši, tako vedno. Potem pa pač rekel, da je prišel na to idejo, ja, da bi pač finančno doma pomagal na tak način, da bi droge začel preprodajati. Ampak pač jaz sem takoj, pač sem se vstal takoj, dansko dret začel na njega, ne, tega ne dela, ker pač lahko še dansko, tako kot sem povedal, pač, da lahko še bolj finančno zavredejo zaradi tega, da tudi lahko gre v bistvu v zapor, da bo zaradi tega potem nekako označen za celo življenje. Ampak ne vem, on je to razumel, sem 100% pač, da po tistem pogovoru je, ni se spustil nič tega. Gospod župnik, počakajte. Pozdravljen, malenko si zamudil, kak si? Nekaj vam moram povedati. Ja, kaj pa? Kar povej. Odločil sem se, da bom začel prodajati droge. Imam že številko od dilerja in kasneje ga bom poklical. Evo, gled, ti si dovolj star, da veš, kaj delaš. Pač veš, da to, kar ti meni poveš, ostane med nama. Bo ostalo zgodno. Ampak dovolj si star, veš, kaj delaš. Zdaj, vse, kar prosim je, mene ne vpletati te zadeve. Res, prosim. V redu? Kar hočeš naredi. Se opravičujem, pač želel sem samo vam povedati, da bom na tak način pomagal svojim staršem. V redu, samo mene ne vpletati. V redu? Mislim, da smo že po povedanem že tako daleč, da vam lahko povem, da... Poveste kaj? Iz zanesljivih virov imamo informacijo, da se v okolici vaše cerkve prodajajo droge. Zadnji dne smo tudi zožali ta krog na vašo cerkev. O moj Bog. Če vas ne moti, zdaj pa bijem cigarete, ja? Sami ste rekli, zadnji mesec je obiskoval cerkev vsak teden, je tako? Ja, moj Bog. Vsakič je postal bolj zgovoren, sprva pa bil depresiven, je tako? Vsak dan se je pogovarjal, zakaj mislite? Ne morem verjeti. Depresija je odhajala, ste rekli. Vas je videl tudi prijatelja, verjetno res, zato pa vam je zaupal, da razmišlja, da bi začel prodajati droge. Kot kaže, začel prihajati do denarja in je zato postalo boljše volje. Še zmeraj mislite, da ste bili vi krivi in ta depresija več ni bilo?
Ne more verjeti, res, o moj bog. Kdaj pa ste ga nazadnje videli? Ne vem, kakšen dan pred smrtjo. Pač v glasu, meni se zdi, da je to bilo 16.7. torej, okrog 2. Pač prišel je v cerkev, to tako kot vedno. Spovednica? Hvaljen Jezus. Na veku moj amen. Saj veste, po kaj sem prišel, ne? Ne vem, mislim, da bi vi to morali bolj vedeti kot jaz. Pa saj veste, no. Ne vem, kaj pa želite? Ne vem, kako to gre, to vam prvič delam. Ne vem, pogledajte, jaz sem tukaj za vas, da ne vem, kolikor bom lahko, bom pomagal. Ja, droge. Pa prvič si prišel k meni po to. Ja? Zakaj me rabiš? Kako to mislite? Ja, ne vem, rabiš za sebe, mislim, boš ti uporabljal ali kak? Pa kaj ima to veze? Se obrečujem, imaš prav, ja? Kaj toliko rabiš, kot si mi napisal? Ja. Izvoli. Ne morem verjeti, res. Ko že misliš, da si nekomu pomagal, da mu gre na boljše, potem pa to. Dobro. Mislim, da smo izvedeli vse, kar smo želeli izvedeti in bo to dovolj za enkrat. Če še bomo vas potrebovali, se bomo pa še tudi. Dogovorjeno? Dobro.